takole, ne. Domača naloga. Je šlo? Pa itak, saj mogli. Dajmo si napisati mi en švingljc za začetek, da se malo spomnimo. Se pravi, imamo kotne funkcije, in sicer, če imamo sinus kota alfa, to je isto kot nasprotna s hipotenuzo. Kosinus kota alfa je isto kot priležna s hipotenuzo in pa tangens kota alfa je isto kot nasprotna s priležno. Tole sem zelo grdo napisala, si ne štejem v čast, ampak nasprotna s hipotenuzo smo rekli, ne? Streha nad hišo, klet pod hišo, pa terasa nad parkiriščem. In to je naše smernice so to. Te tri formule nam povejo, katero kotno funkcijo vzeti. Tako, zdaj gremo pa kar reševat. Gledamo glede na tale kot. Tole je hipotenuza, ker je pač vedno tu, in temu kotu je y nasprotna kateta. Nasprotna s hipotenuzo. Nasprotna s hipotenuzo je sinus. Se pravi, sinus kota 35 stopinj je nasprotna s hipotenuzo. Sinus 35 stopinj je nasprotna je y polomljeno s 4. Zdaj pa, ker tamle je meni zelo zamudno računati, damo sinus v kalkulator 35 je in dobimo, da je sinus 35 0,57 je y polomljeno z 4. Pomnožimo z 4 in dobimo 0,57 krat 4 je y. To pravi, jaz bom zdaj tukaj imela kar v kalkulatorju noter, mogoče je manjše odstopanje. In dobimo y je 2,29. Zdaj, poslušajte, če so enote v centimetrih, morate napisati, a ne. Če so kakšne enote, drugače pa je to 2,29 enot. Okej, gremo na naslednji primer. Se pravi, tole je naš kot. Nasproti pravega je hipotenuza. Nasproti tega kota je nasprotna in priležna temu kotu je 5. Katera kotna funkcija? Zdaj moramo malo paziti, hipotenuza to nič ne nastopa, se pravi, mi imamo priležno pa nasprotno. In če pogledamo na naš švingljc, tangens alfa je nasprotna s priležno. In lahko napišemo tangens kota 12 stopinj je nasprotna s priležno. Tangens 12 stopinj je, nasprotna je x, priležna pa 5. Še enkrat vas opozarjam, jaz tangens pač pišem tg, lahko bi tudi tan. Lahko pišete tan, če vam je tako lažje, ne. Dajmo zdaj v kalkulator. V kalkulatorju piše tangens, se pravi, kliknemo tangens 12 stopinj in dobimo tangens 12 stopinj je 0,21 je x polomljeno s 5, pomnožimo s 5, da dobimo x, a ne. Se pravi, 0,21 krat 5 je x in x je 1,06. Tako, no, zdaj smo še pa pri zadnji nalogi. Zadnja naloga pa spet poskusimo takole, a ne. Tule imamo naš kot, tale je hipotenuza, tale pa je priležna. Katera kotna funkcija govori o priležni pa hipotenuzi? Tale, se pravi kosinus. Kosinus kota x je priležna polomljeno s hipotenuzo. Pravi, kosinus kota x je 4/7. Kosinus kota x je 4 deljeno s 7, kar je 0,7.
57, pa 1, 4, 2, 8, pa tako naprej. In tu imamo zdaj pa tisto ta drugo zadevo, kjer iščemo kot in ne vrednosti kotne funkcije. In kadar iščemo kot, pozor, INV, inverzna, shift, 2NDF, kar pač želite, ne? In tale punker, a ne, vam bo tudi povedal inverzna. Okej. Kar pripravimo si, x je, zdaj pa dajmo to v kalkulator. Pa se bom zdaj potrudila, da boste tudi vi videli, kje to je, ne. Se pravi, inverzno. To gremo na shift, tisto čisto zgornjo levo tipko, in ko imamo shift, se nam tule v kalkulatorju prikaže. Zdaj moramo pa pravo kotno funkcijo zbrati. In sicer v našem primeru je to kosinus. In zdaj piše kosinus na -1, zdaj pa vstavimo noter 0,57 in je enako. In dobimo, da je kot enak 55,25. Pravimo zdaj 55,25 stopinj. Tako. To je bila pa domača naloga iz kotnih funkcij. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!